Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o zdravju. Govorili bomo o tem, na kakšen način lahko z drobnimi spremembami v svojem življenjskem slogu naredimo veliko spremembo. In tukaj se bomo danes fokusirali na jetra. Jetra so namreč tista, ki imajo mnogo funkcij, predvsem pa tista, ki jih zelo, zelo malo poznamo. Jetra imajo namreč take zanimive funkcije, kot so tudi poseben spomin, ki ga ohranjajo, in naša jetra zelo dobro vedo, kdaj mi dobimo plačo, pa kdaj si gremo privoščiti kakšno sladico, kajti pripravljajo se na vse te naše pregrehe, ki jetra pravzaprav zelo obremenjujejo. Danes bomo govorili o zeliščih tudi, o tem, kaj je dejansko tisto, kar najbolj pomaga in katera kura je takšna, da bo naredila v vašem telesu domino efekt. Torej, preko jeter v povezavi s črevesjem bo namreč uredila tudi stvari, kot so visok pritisk, odvečni kilogrami, holesterol, napihnjenost in še marsikaj drugega. Danes je v moji družbi mikrobiologinja dr. Urška Videmšek. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej, medicina gleda organe zelo ločeno. Mi pa bomo tukaj govorili pravzaprav o celem sklopu in sistemu. Res je. Medicina gleda res vsako stvar posebej. Stvari pa je treba gledati holistično, celostno, ker brez jeter ni črevesja, brez črevesja ni jeter, srce. To so vse te povezave, ki se jih mogoče včasih niti ne zavedamo. In kadar govorimo o jetrih, moramo res nujno potrebno je govoriti o črevesju zraven. Ker ta dva organa delujeta ves čas, konstantno v sinhronizaciji. In ko krepimo enega, krepimo drugega. Odlično. Torej, kakšno vlogo nasploh imajo jetra v telesu? Tisto, kar poznamo, pa mogoče tisto, kar malo manj poznamo. Jetra so en tak filter v telesu. Preko jeter gre res čisto vse, kar zaužijemo. Od naših pregreh do zdravil, do vseh kemikalij, ki jih hote nehote zaužijemo. In vse gre preko jeter. In jetra so pa tista, ki morajo to vse skupaj predelati. Tudi so to nepravilno prehrano predelajo. In zdaj, kadar so pa jetra fejs preobremenjena, pa nažalost ne morejo svojega dela upravljati 100%. Tako da to je tisto, kar je. Drugače pa jetra poznamo še kot čiščenje krvi, za razgradnjo maščobe. V bistvu pa jetra upravljajo prek 2000 funkcij. Preko 2000 funkcij? Preko 2000 funkcij, ja. Ok, želimo si jetra. Definitivno zdrava. In to zdrava jetra si dejansko želimo. Kako je z alkoholom? Večina ljudi povezuje, da imajo, ne vem, ljudje težave z jetri, zato ker preveč pijejo. Ampak imamo tudi ljudi, ki nič ne pijejo, pa imajo težave z jetri. Res je. Najdemo tudi mladostnike, ki imajo recimo povišan holesterol. Tle je problem v tem, kakšen način, v bistvu bom tako rekla, kakšne so naše navade. To je največji problem. Naša prehrana, koliko se gibljemo, koliko se hidriramo, potem kdaj hodimo spat, koliko smo pod stresom, koliko smo dojemljivi na čustva. Jeza je taka zelo močna, ki se tako rada skladišči v jetrih. In če nismo pozorni na vse te stvari, se pojavijo težave v jetrih nepovezano z alkoholom. Evo, mi smo pripravili tudi sklop vprašanj, ki si jih lahko zastavite tale trenutek, in če eno odgovorite, se vam lahko sanja, da mogoče jetra niso v najboljšem stanju. Torej, če je zbadanje pod desnim rebernim lokom, pozor, tam so jetra, tako da če vas zbada, to že nekaj kaže. Če se nabira maščoba predvsem okrog trebuha, če je dejansko velikokrat prisotna utrujenost, da si tak slaboten, nisi pri močeh, potem kar tak te malo bide kakšna slabost, če je kdaj kakšna vročina, pa ne, da bi bili dejansko zares neki bolani, če kdaj nabija srce, če pride do trenutka, da te srbi koža, in tudi mogoče kakšne površinsko razvejane žilice, če hitro dobite modrice, če kar zatečejo ali gležnji ali kolena oziroma trebuh,
Kadar je urin temnejši, torej če je temnejši, se pravi bolj rumen kot prozoren in pa zelo klasičen znak rumeni pod očmi, ja, to vse kaže na težave z jetri, kot tudi angiome, se pravi te cherryangiomas, se pravi rdeče pikce, ki se pojavljajo dejansko po telesu. Ja, ni kar tako preprosto ugotoviti, ja, jetra so težava. Če te koža srbi, greš dermatologu, če se pojavljajo pikce, greš dermatologu, če se pojavlja utrujenost, pač si narediš še eno kavico, Res je, jetre so en tak naš skriti vojaček, jaz jim tako rečem. Delajo vse, pa v bistvu sploh nočejo zahvale za to. Zaradi tega, zaradi težav s kožo gremo k dermatologu. Noben ne pomisli na to, da so jetra tista, ki povzročajo težava. Oziroma, da so preobremenjena, da ne morejo delati tako, kot si želijo delati, da lahko razgradnja hrane poteka normalno v telesu. Ali bi bilo smiselno vsaj 2-krat letno narediti nek detoks jeter, bi bilo to fajn, ali je dosti, da vsak dan sprot? To je dobro vprašanje. Super je, da krepimo jetra vsak dan sproti. To je super. Tu imamo na razpolago en kup zelišč, en kup dobre hrane, da lahko mi jetra krepimo. Načeloma pa je priporočljivo narediti 2-krat na leto tak detoks, seveda ob primerni podpori jeter hkrati, in sicer v spomladanskem času in pa v jesenskem času, pri čemer je ta spomladanski detoks majčkeno močnejši, ker je tudi narava bolj bogata z rastlinami, ki nam nudijo ta naravni detoks. Govoriš o regradu, čemažu. Točno. Radič, rukola, vse se takrat pojavi. V jesenskem času smo pa majčkeno bolj pozorni na jetra in sicer jih bolj na nežen način spodbudimo k čiščenju, ker je pa le zima dolga in je treba tudi telo na zimo pripraviti. Odlično. No, mi si bomo tale trenutek pogledali, katera so tista zelišča, ki nam lahko zelo pomagajo pri tem, da bomo dejansko podprli jetra, posledično pa tudi črevesje in vse ostale organe. Potem pa nadaljujemo in zaupamo še več informacij, kako bomo s pravim ravnanjem jeter prišli do tega, da mogoče ne bomo več rabili nič za naš holesterol, da se bo dejansko krvni pritisk uravnal, da se bodo umirile vse druge morebitne težave, kajti glavni vzrok pri preveč kilogramih, pri visokem pritisku, različnih vnetih v telesu, holesterolu, težavah z črevesjem, tudi pri zmanjšanju odpornosti in težavah s kožo, glavni vzrok so namreč jetra. Poglejmo si, katere so naše prijateljice v naravi. Črevesje in jetra moramo razstrupljati, čistiti hkrati, sočasno. Na takšen način se potem poveča vsrkavanje snovi, torej celice se dejansko nasitijo. Okrepi se imunski sistem, zakrpajo se torej luknje v črevesju, napihnjenost, zaprtja, driske se dejansko poslovijo in tudi alergije se popravijo, hkrati pa tudi splošna stanja pri avtoimunskih boleznih. Čiščenje jeter in črevesja pa ni projekt enega tedna, temveč minimalno, poudarjam, minimalno 3 mesecev. Na spletni strani klepetobkavi.si najdete celoten protokol, navad, rutin v tem času, saj vam zgolj s kakšnim prehranskim dopolnilom ne bo uspelo. So pa vsekakor v veliko pomoč rastline ekološkega izvora in kombinacija, torej formule, ki na varen način razstrupijo črevesja in jetre. Torej lanena semena, indijski trpotec, kumina, koriander, origano, peteršilj, seveda vse ekološkega izvora. Lotite se razstrupljanja na varen način. Tukaj ni bližnjic in ni ekspresnih rešitev. Preverite celoten protokol razstrupljanja in jeter na klepetobkavi.si. Tako, zelišča, začimbe so torej tiste, ki so vedno naše prijateljice, ampak morajo biti ekološke, ne? Res je. Da so preverjene, brez težkih kovin, brez ostalih onesnažil, da tudi vemo, kje rastejo, da imamo vse certifikate v ozadju znane. Odlično. Torej, kar se tiče samih zelišč in zeliščne formule, o tem bomo še mogoče kaj spregovorili. Tale trenutek pa preverimo, katere so torej tiste, dr. Videmšek Hurška, mikrobiologinja, katere so rizične skupine? Rizične skupine za detoks
Aha. Torej, tisti dejavniki tveganja, ne? Točno. Vsi, ki uživajo zdravila, zdaj govorimo tle o kakršnih koli zdravilih, potem vsi ljudje, ki so pod stresom, ker naša telesa niso narejena za stres, potem vsi, ki nismo pozorni na hrano, to se pravi, ki uživamo velike količine predelane hrane, transmaščobe, kadilci in pa seveda alkohol je tisti zelo velik problem. Tudi cigareti, se pravi. Tudi cigareti so problem, ja. Tukaj vidim zdaj en tak trend, da vsi kadijo neke elektronske zadeve in tako naprej, ampak berem, to je še slabše. To je še slabše, ker dejansko je neka nova stvar, noben ne ve, kaj se to v telesu obnaša in tudi zadnje raziskave na to temo niso najbolj spodbudne, tako da če že kadimo, pol je boljše, da ostanemo pri navadnem nikotinu. Se hecno sliši, ampak ker je tam toliko toksinov noter v teh umetnih dišavah, tudi rakotvorne so med drugim, ne. Verjetno za tiste, ki se odvajajo od cigaret, ne, verjetno najboljša, kar ne vem kaj, da zviješ tisti tobak, ali kaj? Najboljš, po stari metodi. Po stari metodi, tudi tobak, tam vemo, da je res tobak, da nima nobenih primesi noter, nobenih dodatnih kemikalij, nič ni beljeno, pač po stari metodi narediš tisti, pač ko kadijo, to vejo, ne, kako to izgleda, ampak res tam je edina stvar, da se izogneš vseh kemikalij. Odlično. Torej, da smo si na jasnem, da spodbujamo, da začnete kaditi. Lahko pa se lotite tega, da najprej zmanjšate noni sok, ki je super pri tem. Ja. Preverjeno. Torej, ja, tudi kajenje zelo, zelo obremenjuje jetra, zato je tudi zaradi jeter fajn, da se zmanjša in potem seveda tudi povsem preneha. Govorili smo torej vsi, ki uživajo zdravila, torej kakršnakoli zdravila, tudi če so to tista najbolj nedolžna, ki niti niso nedolžna, holesterol. Ja, govorimo o zdravilih vsa. Kar se pa holesterola tiče, moramo pa nekaj vedeti. Jetra ga sama po sebi ga sintetizirajo, ker ga pač rabimo. V telesu ga vedno rabimo, ker holesterol je tisti signal, da se v telesu nekaj dogaja in telo reagira na tak način, da gre dogajanje umirjati s holesterolom. Problem je ta holesterol, ki nastaja zaradi različnih vzrokov, in potem so vrednosti holesterola povečane. Tukaj pa potem nastane problem, sploh če še pa zraven zdravila za holesterol, pol pa res obremenimo jetra še dodatno. No, Sanja Lončar nam je pred kratkim govorila o 4 fazah razvoja virusa in med drugim je povedala tudi, da poleg teh kur, 2-krat letno, da je po vsaki gripi, po vsaki infekciji, okužbi tudi fajn, da dejansko se lotimo jeter in črevesja, zato da ostanke pomrlih teh virusov in podobno, da spravimo ven. Res je. Dajmo pogledati, kaj točno je povedala, celoten posnetek o tem, kako te 4 faze virusov potekajo, pa najdete na www.klepetobkavi.si. Tam imate tudi en zavihek brezplačno, kjer najdete različne recepte in podobno. Imate pa tudi zavihek Glej oddajo, kjer lahko tole omenjeno tudi najdete. Tukaj pa je izsek, torej tistega, zakaj je pomembno, da torej tudi po okužbah, tudi po virusih in tako naprej, dejansko v 4. fazi, da dejansko naredimo en tak detoks in razbremenimo jetra in črevesje. Zdaj pa to ni zadnja faza, pol je še ena povodna faza, zato da se regeneriramo, da se revitaliziramo. Na njo velikokrat pozabimo oziroma kar vzamemo. To je zdaj dobilo recimo znanstveno ime post-covid, long covid, ampak v osnovi, če smo čisto pošteni, po vsaki gripi, po vsaki angini, po vsaki virozi, ki smo jo preboleli, smo mi opazili, da se vleče neki rep. Vse viroze opletajo z repom. Zakaj? Zaradi tega, ker to, da smo mi pobili v telesu milijarde virusov, to so zdaj trupla v telesu. To je huda toksična obremenitev, to gnije. Mislim, tako kot imaš crknjeno miško, pa gnije vsak ta crknjeni, jaz se izražam tako, da ljudje dojamejo, vse to, kar zdaj noter je ostalo teh trupl, to mora naša limfa poplakniti, to morajo naša jetra predelati. Ob tem pa vsi virusi, vsi patogeni, razen da se razmnožujejo, proizvajajo tudi veliko toksičnih strupov. Torej, ti si lahko ubijo bakterijo, ampak ti je še ostal poln kufer njenih toksinov
In zaradi tega ta utrujenost, to, da dolgo ne pridemo na zeleno vejo, je zelo povezano s tem, koliko hitro mi še pospravimo za tem razdejanjem. In je zelo pomembno, da ne spustimo vajeti iz rok. Še Fogel je opozarjal, recimo angino ti lahko premagaš, ne vem, s 3-4 antibiotiki, ampak potem ti lahko to, kar ti udarja na srce in ostalo, so toksini, ki so v telesu. Torej, vsak bi moral po kakšni taki zadevi res peljati to, kar danes imenujemo detoks, torej pomagati telesu, da jetra, ledvica, pljuča čim prej očistijo to in potem se energija zelo hitro vrne nazaj. In tukaj še vedno ne jemo nič cukra, ne? Še vedno ne jemo nič cukra. Odlično. Evo, na www.klepet.kavi.si najdete en tak zavihek brezplačno in tam najdete izziv 30 dni brez cukra, ki vsebuje tudi vrsto različnih receptov, zato da ne boste zmedeni, kaj bi pa dejansko sploh lahko jedli, ne? Ker se da preživeti tudi brez cukra. In tudi ob sladkih okusih, tega se ljudje ne zavedajo. Mislim, ni cuker edin, sladkosnedi lahko znamo narediti mafine iz črnega fižola in recimo kakšnega sadja in nihče od mojih gostov ne pogrunta, kaj manjka noter. Odlično. Torej, v tem času D-vitamin je ena taka osnova, s katero začnemo, predvsem, če si ga nismo dovolj pridelali v telesu preko poletja. Ja, vitamin D zdaj tudi dokazujejo in tudi pri najtežjih pacientih so dokazali, da recimo smrtnost pri covidu je riziko za smrtni izid je 15-krat manjši pri ljudeh, ki imajo zadovoljiv nivo vitamina D. Te ne govorimo torej o ekstremnih odmerkih, ampak o tem, da saj zlezemo na tisto spodnjo mejo, za katero rečemo, da je zadosti teh 75, recimo, da dosežemo. In obratno, manj je vitamina D, bolj se igramo ruske rulete, pa ne le samo s tem zdaj najbolj popularnim virusom, ampak dejansko dovzetni smo na vse respiratorne infekte. Obstaja prav veliko študij, ki dokazujejo ta trenutek, ko vitamin D začne padati pod normalo, ta trenutek se povečuje naša dovzetnost za respiratorne infekte. Torej, zakaj bi pa, ne vem, študirali 100 nekih protivirusnih ali protibakterijskih zdravil, če nam je narava že enega ponudila in seveda najboljše je, ni treba zdaj intravenozno ekstremne odmerke jemati, ampak moramo ekonomijo vitamina D poznati. Torej, po eni strani zadovoljiti potrebe telesa, po drugi strani ne izgubljati vitamin D po nepotrebnem. Recimo vsaka neprespana noč je, kot da voziš avto v rdečih obratih, dvojna poraba, zato ker jetra preprosto niso mogla oddelati svoje in kompenzirajo potem z regenerativno rabijo veliko vitamina D. Vsakič, ko obremenimo recimo telo z kakšnimi poškodbami, vsakič, ko je preveč hormona stresa, blazno se poveča poraba vitamina D. Torej, porabljamo ga tako, mečemo ga skozi okno, potem nam ga zelo hitro zmanjka, potem pa ljudje, veste, da nekako vedno v istem času se začne zbolevati jeseni. Ni to moč virusa, ampak približno isto sonce usrkavamo, isti življenjski slog živimo in istočasno nam začne pešati zaloga in potem temu rečemo, prihaja gripa, prihaja to. Ne prihaja gripa, ampak odhaja naš vitamin D. Torej, danes govorimo o jetrih, govorimo o črevesju. Jetra, črevesje sta namreč zelo povezana. Kaj najdemo dejansko v naši kuhinji že ta trenutek, pa nam bodo jetra hvaležna, da to jemljemo? Mogoče kak koprivin čaj, potem lahko mečkem po hladilniku pobrskamo vse, kar ima grenčice, zelenjava, od artičoke, česna, potem tudi bučke, brokoli, v bistvu vse, kar je temno zeleno, vse to lahko uporabimo za podporo jeter, ne. Potem tudi mečkem še po predalu za začimbami prebrskamo, kakšna kumina, koriander, kurkuma, super, ker zdravi tudi vnetja po telesu. Potem imamo še origano tudi zraven. V bistvu en kup enih stvari imamo v tistem predalu za začimbe. Odlično. Midve imava tukaj predpripravljeno zeliščno formulo, ki je ekološka. Kaj je tukaj v bistvu nakombiniran noter?
Tale kombinacija je super, zaradi tega, ker je podpora in za jetra in za črevesje. Hkrati krepimo in čistimo. Kar se tiče pa same mešanice, je pa fantastična, ker vsebuje laneno seme, potem vsebuje psiljum oziroma indijski trpotec, kumino, koriander, origano, peteršilj in to so sama taka zelišča, ki spodbujajo samo prebavo, samo čiščenje in v bistvu tole res top zadeva za krepitev in pa za čiščenje jeter in pa seveda črevesja zraven. Ne? Vse pa je ekološko, ne? Vse je pa ekološko, kar je pa res pomembno, ker vemo, kaj je noter. Jaz te rečem, kar je noter, ni ne, imamo certifikate vzadaj, nimamo težkih kovin, nimamo ostalih pesticidov in zaradi tega je to izjemno pomembno. Moram reči, da sem bila precej presenečena, da so začimbe najbolj obsevano živilo dejansko. Prav obsevano živilo in da nimamo nič praktično, če od neče ni zadeva res ekološka. Problem pri zeliščih je, ne, če imamo en grmiček bazilike doma, vemo, dejansko za eno gospodinjstvo imaš glih en ta grmiček. Mi govorimo pa tle o masovni proizvodnji. In če ti hočeš na masovno narediti, seveda je to treba zmanipulirati na nek določen način. In s tem tudi zgubimo in kvaliteto in dodamo še neke stvari zraven, ki si jih definitivno ne želimo zraven. Ne? Če pa imamo ekološko zadevo, pa mi točno vemo, kaj je. Mogoče ni tako lepa, ne izgleda tako lepo, ampak ima arome, ima sestavo, mogoče drugačno kot pa tista čist stretirana kmetijsko, intenzivno. Ne? In tukaj so bistvene razlike. Odlično. Torej, danes priporočamo za podporo jeter in črevesja ekološko zeliščno formulo jetra in črevesje, koliko ima simpel naziv. In sicer tole je ena kura, ki jo naredite, vsaj za 30 dni imate tega notri. Najbolje je dejansko zjutraj, v jutranjem času. No, je bila pa zanimiva reakcija, ko smo tole dali poskusiti tudi Jeleni Dimitrijevič, certificirani nutricionistki. Nič nismo povedali, kaj je, zakaj je, kako je, samo namešali, pa probala je, pa smo rekli, ajde, dajmo, da vidimo, kaj bo dejansko povedala, če bo ugotovila, kaj to je. Dajmo si pogledati njeno izkušnjo in reakcijo. Ok, torej imava formulo ekološka lanena semena, ekološki indijski trpotec, ekološka kumina, ekološki koriander, ekološki origano, ekološki peteršilj in pa glina. Zakaj misliš, da je tale formulacija? Ja, po sami sestavi meni se zdi, da je tako to fajn za naše črevesje, za čiščenje črevesja, pa tudi za podporo jetram, tudi za razstrupljanje jeter, mogoče nekaj tazga, ja, ker sestavine so take, kot bi jih jaz svetovala recimo nekomu. Točno to. Si super, pripravljena tudi probati? Seveda, ja. Ja, evo, super. Takole, sicer je dozirnik zraven, ampak bova midve tole kar za žlico. Se pravi, zmešaš in hiter spiješ, Seveda, ne? zaradi psiljuma, Ja. kjer hiter veže vodo nase in potem se lahko zgosti. No, da vidimo, ja, takole. Zanimivo, veš kako, kot da bi en čaj pila. Pa malo me na ta tulsi, ki ga sicer pijem, na to me spominja. A ni zanimivo? Ja, res, kot da bi tako hlajen čaj, ampak načeloma po teh sestavinah to ni treba tako piti samo z vodo zmešano. Lahko dodajaš kjerkoli, samo da niso tople jedi. Jaz bi tole recimo dala, ne vem, v kakšne juhe, ki so že ohlajene, tudi jedi, ki so zaradi tega, ker vsebuje lanena semena, vemo zaradi omega 3. Tako da v bistvu na različne načine to lahko zaužijemo. Ampak fajn je, tako, malo tudi lahko pogreješ, pa imaš en čajček, tako fajn. Samo treba hiter spiti zaradi psiljuma, ja. Ja, Fajn, je v redu. pa bistvenega pomena, da so sestavine ekološke, a ne? To je res pomembno. Zaradi tega, ker če se želimo razstrupljati, pa očistiti svoje telo, ne smemo dodati dodatnih toksičnih snovi, tako da to je res fenomenalno. Pa zelišča so noter in zelišča so ponavadi glih najbolj obdelana, ne? Res je. Tako da vedno moramo paziti, če nekaj tu dodajamo v svoje telo, pa če hočemo doseči en poseben efekt, posebej, če je razstrupljene telesa, potem moramo paziti, da so ekološke sestavine, da so tu dodatki, ki jih dodajamo, res ekološki, ker edino na tak način bomo okrepili in podprli svoje telo. No, super, hvala ti. Zdaj bom fajn prebavo imela danes. Nimam s tem težav, ampak definitivno bo šlo še lažje. Ja. Hvala. Ekološko zeliščno formulo pa uporablja tudi naša gledalka Nuša. Takole nam je zaupala svojo izkušnjo. Jaz že dlje časa poslušam in gledam vašo oddajo Klepet ob kavi.
Vaši izdelki so mi zelo zanimivi, zelo veliko sem jih že preizkusila. Moram pa reči, da je raven tale izdelek Colon and Cleaver Support Bio eden izmed boljših izdelkov, vsaj za mene. Meni zelo paše ta okus teh začimb in mislim, da mi zelo pomaga pri prebavi. Tako da jaz sem s tem izdelkom zelo zadovoljna. Hvala lepa, da ste nam zaupali tole svojo izkušnjo. In evo, še drugi mnogi, no, tudi preko Facebooka in drugih kanalov dejansko pišejo o tem, kako, kaj, zakaj in na kakšen način. Hitro se zgodi in sama sem se s tem tudi pripravila na nosečnost, v smislu nekega takega detoksa in poznam tudi kar nekaj drugih žensk, ki so rekle, jaz sem šla prve dni po 10-krat na WC in to konkretno, ampak brez driske ali karkoli podobnega, ampak samo ugotoviš, koliko vsega je dejansko v črevesju. Neverjetne količine vsega se noter nahajajo, ne. Tale mešanica je pa super, ker indijski trpotec, ta psilium poznan drugače, pa laneno seme, sta znana po tem, da enostavno postrgata črevesje, tudi vse tiste žepke, skrite kotičke, vse, kar se tiče volančkov v črevesju, vse to počistita, poleg tega počistita še odvečno maščobo in to se enostavno kaže na tem, da se začne čistiti. Da odvajamo blato in res od začetka znajo biti količine res nepričakovane. Nepričakovane, ja. Marsikaj gre dejansko ven. Enkrat sem poslušala eno raziskavo, kjer so pri 50-letnem človeku, ki so mu naredili kolon hidroterapijo, našli se sledi materinega mleka. Res je. Res je. Wow, noro, noro, noro. Jetra in črevesje, kako sta dejansko povezana? Tudi ta formula deluje tako na črevesje, kot dejansko na jetra. V čem je finta tega? Zakaj sta tako zelo povezana? Ja, moramo se zavedati, ne? Prebava ne gre samo želodec, pa takoj črevesje. Ne? Enostavno se morajo jetra vključiti tlele z žolčem, da se sploh lahko razgrajujejo maščobe. In tukaj, če so pa jetra preobremenjena, ni tega izločanja žolča v taki količini, kot ga potrebuje telo. In potem tu vse nekaj tak se začnejo težave in s prebavo in z vsemi simptomi, kar se tiče poslabšane prebave, težav z jeter. In tu je tisti catch. Morata sinhrono delovati. Sinhrono delovati. Evo, tole so jetra, evo, tole je črevesje, ni glih najbolj proporcionalno, ampak vendarle. Črevesje torej ima takšne mešičke in dejansko ta zmes, ta snov bo dejansko te mešičke tudi očistila, ne? Točno, tako ena krtačka. Nežno bo pokrtačila vse te mešičke, žepke, skrite kotičke in res, tiste zaloge, ki jih imamo že nekaj let, bomo odplaknili v školjko. Odlično. Mi dve sva tole zmešali, sva tole zmešali in dejansko je že ena taka sluz nastala. Tole ni zdaj za jest, ne? Ampak tako dejansko nastane v črevesju, zato da se potem začne čistiti. Ja, to je tista gmota, ki nastane. Ne zgleda tole, ni prav najbolj lepo. apetitlih. Ampak ta gmota gre čez črevesje, v bistvu iz želodca ven v črevesje in to je tisto, kar čisti. To je tisto, kar čisti, to pa je seveda pomembno. Mi bomo tale trenutek preverili še nekaj informacij o ekološki zeliščni formuli. Lahko si jo seveda pripravite tudi sami doma, uporabite torej ekološke začimbe, ampak jaz sem delala računico, ne prideš čez. Ne prideš čez, dejansko je tole precej dostopna cena, naročilo na 02 6200 230. Lahko pa najdete še več informacij tudi na www.klepetobkavi.si. Pa še ena resnica, tale izdelek je ključen in nosilen tudi pri paketu vitkanja, torej za izgubo telesne teže, če je kaj za izgubiti.
črevesje in jetra moramo razstrupljati hkrati. In zavedati se moramo, da bo trajalo več kot teden dni. Zato skupaj z upoštevanjem protokola za razstrupljanje jeter in črevesja priporočamo uživanje rastlinske zeliščne formule, ki vsebuje ekološka lanena semena, ekološki indijski trpotec, ekološka kumina, ekološki koriander, ekološki origano, ekološki peteršilj, v podporo pa je tudi glina. Formula za črevesje in jetra je povsem ekološka in pakiranje vsebuje 60 odmerkov, kar pomeni 0,63 centa na dan za formulo 6 ekoloških začimb ter rastlin z glino. Za 60-dnevno pakiranje boste tako odšteli zgolj 38 evrov, to je seveda današnja promocijska cena za vas. Naročila in več informacij pa na www.klepetobkavi.si. Torej, danes priporočamo ekološko zeliščno formulo, vse informacije so bile podane, ampak to je le kanček vsega tega, kaj se dejansko v telesu zgodi, ko daš ta pravo kombinacijo, ta pravih zelišč. Jetra in črevesje so tiste, katerim torej pomagamo, ampak kateri so znaki preobremenjenosti jeter? Kdaj dejansko to vemo? Ker jetra ne bolijo tako kot želodec, kad ti dejansko hočeš, nočeš spremeniti dieto. Ne, jetra so tak tihi vojaček v ozadju, ne. Kar se simptomov tiče, je pa tako, mogoče prvo začnemo s prebavo, ker se upočasni, smo napihjeni, ne najdemo nekega vzroka za to napihjenost. Potem lahko se pojavi driska, zaprtje, črevesne krvavitve. Potem imamo nekako ne znamo povezati, s čim smo pridobili dodatne kilograme, pol smo nerazpoloženi, utrujeni, tiščina spod desnim rebrnim lokom. Težave se lahko pojavijo tudi z očmi, to se pravi, majčkeno slabše lahko vidimo. Težave s kožo, visok holesterol, alergije, slab zadah in seveda hormonsko neravnovesje se lahko pojavi. Se pravi, kaže se lahko od tega, da so neredne mesečne krvavitve, prezgodna menopavza, ciste. Vse to se lahko pojavi, ja. Tega je pa kar precej potem pravzaprav. Ja, ampak ne rešujemo tega z jetri, ampak povežemo to z vsem drugim. Kaj pa, ko pravijo, da ti gre nekdo na jetra? A je kaj resnice v tem, kako to dejansko delujejo, taka čustva jeze? Dejansko je veliko resnice v tem, ne? Ni zastonj ta stavek greš mi na jetra. Dejansko se vsa ta naša čustva jeze, to je res bes, tista res močna čustva v jetrih nalagajo, skladiščijo. Problem je v tem, ker imajo jetra spomin, ne? In si znajo to zapolniti še za nekaj let za nazaj, ne? In obremenjujejo jetra. Da ne morejo delati na pravi način in to vse lahko tudi občutimo, lahko tudi povežemo z vsemi simptomi, z zamaščenimi jetri, kadar nas jeza obremenjuje. Evo, kaj pa pravi tradicionalna kitajska medicina? Imamo nekaj krasnih, čudovitih nasvetov za to, da bomo krepili jetra in pravzaprav celo telo. Hoja po travi, zelo preprosta, torej sploh bosa hoja po travi, več grenkega. Američani imajo en tak dober rek, bitter is better. In pa uživanje več zelene hrane, torej zelene barve. Zelene barve. Lahko oblečemo tudi samo zeleno majičko, zelene hlače, zeleno spodnje perilo. Vse to krepi. Vse to krepi, dobesedno. Čisto bomo zeleni. Dejansko mi je zanimivo to čas jeter. Po tradicionalni kitajski medicini je recimo spomladi, ne? In ravno takrat zelenje se začne prebujati. Res je. Vsa ta kitajska medicina gre z roko v roki z naravo. In takrat je narava zelo bogata. Pojavijo se in šparglji, in radič, in regrat, in čemaši in vse. In takrat je treba to spodbujati, delovanje jeter, pa jih tudi krepiti na tak način. Odlično. Evo, mi pa si bomo tale trenutek pogledali še en posnetek pogovora z Marijo Kočevar. Med drugim bo povedala to,
koliko časa dejansko jetra rabijo, da se očistijo, čemu se moramo v tem cajtu odpovedati, zakaj oseba, ki je pod stresom, ne bi smela jesti, česa ne bi smela jesti, pa tudi kako reagirajo zdrava jetra in kako reagirajo bolna jetra, kako jim pomagati, kaj pomeni, če imamo povečana jetra, to najbrž velikokrat slišimo, in pa kateri so dejavniki tveganja za nastanek bolezni jeter. Več informacij torej na www.klepet@kavi.si oziroma kar pokličite, pa bo to najlažji način, 02 6200 230, kajti tale zeliščna ekološka formula je narejena na način, da pobiješ več muh na en mah, po domače povedano. Med drugim ne samo, da razstruplja črevesja in jetre, ampak tudi pomaga pri tem, če je prebava neustrezna, če je počasna, pri izgubi odvečne telesne teže, če jo imate, ali pa če imate težavo, da se zredite. Ena in ista, to je isti kovanc, ne, pa dve različne plati, in pa seveda zelo bo pomagalo tudi pri visokem pritisku, pri holesterolu, pri inzulinskem nihanju, napadih lakote in podobno. Poglejmo torej tale pogovor z Marijo Kočevar in dobro prisluhnite, da boste bolj cenili svoja jetra, pa vmes jih takle malo pobožite, pa rečete, o, jetra moja, hvala, ker prenašate vse moje finte pa fore. Težje pomislimo, kaj pa če imam nekaj z jetri, ne? Ja, to pa zaradi tega, ker jetra sama po sebi niso problem. Problem je v naši glavi, ker o jetrih ne razmišljamo, ampak poskušamo si olajšati življenje, pospešiti vse postopke in potem seveda smo jezni, kadar stvar ne deluje tako. In ker tudi posegamo po hrani, skratka preveč hitimo, ne znamo se umiriti. In potem jetra trpijo zaradi tega in vsega, kar v tem hitenju počnemo. Jetra, če gledamo po tradicionalnih vedah, ne bi bila povezana tudi z jezo, ne? Tako je. Za jezo. Jeza, in ja. Pa jetra, ne se že pogovorno rečemo, ne, da ti gre nekdo na jetra. Ja. To so že stari ljudje vedeli po vsem svetu, ne samo v vedah, ampak to na novo odkrivamo. In tle ne gre samo za tisto jezo, ki jo vidimo navzven, ki jo pokažemo navzven. Tista je že procesirana, tista jetra ne zanima več, ampak tista jeza, ki jo potlačimo v sebi, ki je prikrita, ali pa tiste zamere, ki jih skrivamo celo sami pred seboj, kaj šele pred drugimi. Tako da tle moramo veliko premišljevati. Zato pri razbremenitvi jeter sta dve smeri, ki se jih lahko lotimo, ali da gremo v meditacijo, v sproščanje, v popolno soočenje sam s seboj na ta način, ali pa da si tudi pomagamo z hrano, z zelišči, kar je seveda najlažje in tudi učinkovito, ampak ne popolnoma. Ampak takrat, ko smo pripravljeni, da se malo bolj posvetimo prehrani in pripomočkom, naravnim pripomočkom, takrat smo tudi pripravljeni na umiritev od znotraj, tako da vedno to pomaga. Torej, celostni pristop. Ja, absolutno. Super. Velikokrat vidim, bova govorili tudi o simptomih, kdaj so jetra v težavah, ampak tako velikokrat vidim in mi to povzroča jezo, ko gre spet na jetra, ne? Ko je toliko nekih marketinških for, da boš pa zdaj v enem tednu ali pa v 14 dneh jetra kar popravo. Ja, ne gre tako hitro. Mislim, da se v 14 dneh precej očistiti kri, ampak recimo 1/4. Jetra že to občutijo in so tega vesela, ampak to je premalo. Zato, ker moramo vedeti, da ko nekaj očistimo iz telesa, se bo tja noter postavilo nekaj drugega. In če ne bomo poskrbeli, kaj je tisto drugega, kaj bomo dali noter, potem nismo nič naredili. Bomo pravzaprav se vrteli v krogu in ponavljali isto napako. Tako da, če že čistimo telo, če že čistimo jetra in kri, potem moramo tja not dati nekaj dobrega. In to pa po eni strani si pomagamo z zelišči, pazimo, kakšne začimbe dajemo v hrano, ali pa jih sploh dajemo več, in pa zamenjamo hrano, nehamo vnašati v telo toksine. To pomeni, da bomo jedli naravno hrano. Kupujemo
hrano, ki ni procesirana, tako da sami recimo namočimo fižol in ga skuhamo, sami pripravimo zelenjavo, Nič jo konzervic. narežemo in tako. Ja, Pa damo zmrznjenih te zelenjav. stvari stran in bomo že v nekaj dneh občutili bistveno razliko. In pa seveda zelo pomaga takrat, ko prečiščujemo telo, ko čistimo jetra, da se odpovemo vsem mlečnim izdelkom, mleku, jogurtom, sirom, vsemu temu. In pa tudi mesni izdelki so takrat res prepovedani. Torej, jetra ne marajo mesa, mleka in mlečnih izdelkov. Ja, to so živila, ki so težko prebavljiva, ki imajo veliko beljakovin in maščob in to je že težko prebavljiva kombinacija. Pogosto to jemo skupaj ali pa s kruhom ali pa z nekim drugim škrobom, kar je spet težko prebavljiva kombinacija, zato se jetra morajo toliko bolj mučiti s tem. Zdaj, stari ljudje so znali v tem jedi dodati začimbe. Dali so veliko rožmarina, origana, šetraja, pimenta. Te stvari, te začimbe olajšajo prebavo in pa tega niso jedli v tako velikih količinah. Danes pa mislimo, da je nekako visok standard, da pomeni, da bomo jedli veliko mesa ali pa to je tudi na hitro, a ne, to lahko kupiš na vsakem vogalu, kupiš kebab pa čevapčiče pa tako naprej. In to ni najboljša rešitev, preveč tega pojemo. Preveč tega pojemo in plačujemo dejansko s svojim zdravjem. Ja, ker kadar pa hočemo jetra očistiti, si poenostavimo prehrano. Jemo več svežega sadja, recimo zame je najboljše zdravilo jabolko. Seveda, zdaj bojo skočili v luft eni drugi, ki pravijo, da je tam preveč sladkorja, ampak v svežem sadju je sladkor združen z vlakninami in je njegova presnova bolj počasna, ampak ker so noter še vsi kvalitetni vitamini, encimi in minerali, se ta sladkor pravilno procesira, gre tja, kamor ga rabimo, se pravi v možgane in v mišice in pa zelo počasi nam dviguje sladkor v krvi. Zdaj, moram reči, da so me jetra navduševala že na faksu, na zdravstveni fakulteti, ko sem raziskovala, ampak pred kratkim pa znova, ko sem brala tega medicinskega medija, Reševanje jeter, in mislim, da je bilo prav tam zapisano, da dejansko kako neprimerljivo bolj škodljivo je, če izberemo, obe stvari sta škodljivi, ampak če imamo na voljo krožnik cvrtja, ali pa krožnik, ne vem, nekih čokolad in podobno, da bo ta krožnik cvrtja dejansko bolj škodljiv, kakor pa sladkor, ki tudi ni dober, pa vemo, kako nas obremenjuje. Ja, to je pa zaradi tega, ker v ocvrti hrani je veliko transmaščob. In tega se niti ne zavedamo. Tako da poleg tega cvrtje je na višji temperaturi kot 100 stopinj, ponavadi 120, 130, včasih še več. In tam se tudi škrobi spremenijo in nastanejo ene zelo toksične spojine. Tako da, ja, mogoče celo čokolada in sladoled bo v tem trenutku manj škodoval, ampak to še vedno ni najboljša izbira. Da smo si na jasnem, ne? Seveda ne bomo se popolnoma odpovedali temu. Kdor ima rad čokolado, jo bo jedel, tudi sladoled, ampak ne v velikih količinah, pa ne vsak dan. Ampak po načelu jej malo, jej dobro. Jej malo, jej dobro. Pa dovolj zelenjave, ne? Potem se že nevtralizira. Ja, moja prva inštruktorica zdrave hrane, doktorica Vesna Paradižnik, mi je rekla, lej, vedno boš pojedla kakšno tako čokolado, kavo boš pila, vse boš. Ampak vedi, da za vsako tako porcijo ti sledi porcija solate. Zdaj pa poglej na svoj vrt in si vzgoji svoj radič in svojo solatko. In dovolj solate za vse čokoladice. Tako. Kako vemo, kdaj so jetra v težavah? Kako nam dejansko kažejo? Ker kot smo rekli, na jetra ne pomislimo, jetra zmeri nekako povezujemo z tistimi ljudmi, ki spijejo preveč alkohola in pika. Ja, nažalost, jetra, ko se oglasijo, ko čutimo, da je nekaj narobe, je to že v visokem štadiju. Čutimo bolečine pod rebrnim lokom ali pa imamo
smo zaprti ali pa imamo drisko, potem v želodcu nas peče, v resnici nas 12-ternik peče, zato ker se žolč izloča, ampak ne more opraviti svoje naloge ali pa se premalo izloča. Potem tudi na koži imamo utrujeno kožo, uvelo, pa ne vemo zakaj. Pa gledamo, ali smo dobro hidrirani, smo dovolj pili, ali imamo to pravo kremo, ampak še vedno ne. Včasih se celo kakšne tako kot krvave pikce pojavijo na koži, tam, kjer je koža najbolj nežna, na predelu trebuha, prsi in tako. Ampak to je že, to je lahko tudi ima kak drug razlog, ampak vendarle. To so te cherry angioma, ne? Tako. Rdeče pikce. Ja, tako. Potem čutimo tudi, da imamo drugačen zadah in pa blato ima drugačen vonj. Tako kot da smo pojedli oziroma da je šlo v nekaj, kar nismo prebavili. Čist drug vonj je, tako kot neka pokvarjena hrana, tako izgleda. In sam takrat je stvar že kar dosti daleč. Ja. Potem zelo pogosto opazimo, da imajo ljudje tukaj trebuh malo napihnjen, zamaščen, v bistvu to so zamaščena jetra. Tako da tle je več stvari, ki jih moramo narediti. Prvo je malo premislimo o prehrani, pa še ena stvar je, ki sem jo jaz opazila, pa se ne govori dosti o tem, mnogo prevelike količine hrane jemo. Če pogledaš televizijo, radio, časopise, karkoli, posod so reklame za hrano in posod te spodbujajo, da pojej nekaj slastnega, nekaj dobrega. Ja, in spodbudi apetit. Ne? Dejansko pojemo mnogo preveč. Potem jemo v času, ko ne bi smeli jesti. Recimo, kadar je oseba pod stresom, ne bi smela jesti. Ali pa kadar se nekam mudi, ko imaš nek sestanek, ko imaš samo 1 uro časa vmes med službo, ko imaš nekaj zelo pomembnega za odločanje in to, takrat ni čas za hrano, ali pa če že, potem mora biti ta hrana zelo lahka in zelo enolična. Takrat ni čas za cvrtje, niti za sendviče in bureke, ampak takrat je čas za kakšen svež sadež ali pa za kakšen smuti z algami ali nekaj tasga. Za eno ekozelenje. Tako. Pa še eno stvar sem opazila, ko ljudje jejo smuti, imajo čudovit smuti, si pripravijo in potem ga zeksajo. Ne bo šlo. Jetra so zelo žalostna ob tem. Encimi, ne? Encimi, ja. Manjka v prebavi ustni encimi, tudi želodec to pol prehitro spusti naprej. Smuti jemo z žlico. Tako kot kremno juho ali pa rižoto. Jemo z žlico počasi. Da dobro slino premešamo. Tako je in na ta način bo maksimalno učinkovit, nasitil nas bo za zelo dolgo časa, istočasno nas pa ne obremeni in na tistem sestanku ali karkoli bomo potem počeli, nas bomo v bistvu dobro, zato ker bo nahranjeno telo, možgani bojo dobili vse, kar rabijo in bomo celo bolj učinkoviti. Super, hvala Marija, še naučila si nas, kako moramo dejansko jesti smuti, da bomo imeli karkoli od njega. Kadar govorimo o jetrih, črevesje, kakšno povezavo imata jetra in črevesje? Ja, kar precej direktno, zato ker jetra izločajo žolč. Žolč se izloča v 12-ternik in recimo v želodcu imamo kisli medij in v 12-terniku s pomočjo žolča se ta medij počasi spreminja v bazičnega in v črevesju imamo potem bazični medij. In žolč je bistveni sestavni del snovi, encimov, ki prebavljajo hrano, ki smo jo pojedli. Še posebej maščobe se ne morejo prebavljati dobro brez žolča in zaradi tega se potem, če je žolč pravilno razporejen in se potem ta hrana mnogo lažje prebavi in pa ne trpijo naše črevesne bakterije, naša črevesna flora ostane v ravnovesju. Se pravi, moramo gledati in na črevesje in na jetra. Tako. V nadaljevanju bomo tudi več govorili o tem. Kaj pa recimo ljudje, ki uživajo zdravila ali za holesterol recimo in podobne zadeve? Kaj morajo vedeti? Ja, najprej je treba vedeti, zakaj se jim je holesterol povišal oziroma ima nezdravo, neugodno razmerje. In šele potem vzamemo zdravila.
Ker dvignen holesterol je pogosto znanilec nekega vnetja v telesu oziroma neke poškodbe, nekega dogajanja, ki ga je treba sanirati. In zaradi tega potujeta ta dva holesterola po našem ožilju in poskušati pospraviti škodo. Če mi prehitro umetno znižujemo holesterol, potem preprečimo, da bi se te procesi zgodili. Včasih pa to gre predaleč in je treba nekaj ukreniti in nekako znižati ta holesterol. Tako da v vsakem primeru, kadar imamo v telesu ali neko poškodbo, recimo zdravniki točno vejo, po operaciji imajo ljudje zelo zvišan holesterol, kar je čisto normalno, ker telo poskuša sanirati tisto poškodbo, tisto rano, kjer je bila operacija in je to normalno. In potem čez nekaj tednov, ko je rana sanirana, se tudi holesterol umiri, če ni bilo kaj drugega. Potem ljudje, ki uživajo veliko zdravil, ta ponavadi porušijo razmerje črevesne flore. In potem je prebava slabša. Se pravi, smo že pri kombinaciji jedra-črevesje. In se v črevesju, namesto da bi se hrana razgradila in tiste molekule, ki jih potrebujemo, bi šle v krvotok, se to ne zgodi, ampak včasih grejo toksini. In potem ta prvi znak tega so glavoboli, ampak takrat to pomeni, da so jedra zelo prizadeta in da morajo zelo veliko delati, da izločijo toksine iz telesa. V tej knjigi od medicinskega medija sem brala, kako so inteligentna jedra, da dejansko imajo spomin in točno vejo, zdaj bo plača, zdaj boste šli ven, in da se pravzaprav pripravijo, da hočejo sodelovati z nami, da nam hočejo, ampak nedelujoča, ne dobro delujoča jedra tudi ne morejo razstrupljati telesa. Tako je, zdaj tako reagirajo zdrava jedra. Kadar pa so jedra že zelo obremenjena in bolna, pa ne morejo več, se ne morejo tako hitro prilagajati oziroma ta spomin sicer lahko deluje, ampak nimajo več moči, da bi sledila temu. Zato imajo stari narodi post. Vem, da danes na Zahodu svarijo, post ni zdrav, pa tako naprej, ampak v resnici je post izredno zdravilen in pomemben tudi za pomoč jetrom. Kajti en dan, 24 ur, ko ne zaužijemo ničesar razen vode, takrat imajo jetra čas, da procesirajo vse tisto, kar se je nabralo, pa prej ni šlo. Kaj pa tisti, ki rečejo, ja, imate pa povečana jedra? Kaj to dejansko pomeni? Kaj se dogaja? Ja, dejansko, da je povečana jedra so zaradi teh že procesov, recimo ciroze ali kaj takega, ki so že zaradi tega povečano tkivo. Lahko je tudi kakšno drugo obolenje, ampak tam, kjer so povečana jedra, pomeni, da se zelo trudijo in da ne morejo več procesirati toksinov. Na srečo so jedra taka, da se znajo regenerirati in to zelo hitro, tako da temu se da pomagati. Se da pomagati, na pravi način. Ja. Veliko krat vidimo, povečana jedra, zdaj pa je treba hitro se razstrupiti in jedra potem ne morejo slediti temu. Tako, zato takrat, ko se razstrupljamo, uživamo tudi snovi, ki podpirajo jedra, kakšen pegasti badel, malo več kurkume, ampak pegasti badel zelo dobro podpira jedra in pa tele naše začimbe, origano, majeron, rožmarin, tudi pomagajo jedrom, da se samo regenerira oziroma da sama lažje opravijo to delo. In pa tudi koprive, recimo koprive zelo pomagajo jedrom, da izločijo več glutationa in da ta proces detoksifikacije gre hitreje. Tiste mlade koprive, ki jih spomladi naberemo, ali lahko tudi te, ki so skozi leto? Lahko čez celo leto, zdaj pomladi nabiramo vršičke, čez leto pa vse liste, samo moramo list odtrgati, stebla ni treba. Se pravi, uporabimo potem kater del rastline? Liste. Liste uporabimo? Liste, vedno samo liste, ja. In lahko iz njih naredimo recimo juho? Lahko naredimo juho, lahko naredimo čaj, lahko naredimo špinačo ali pa enostavno dodajamo zraven kakšni hrani. Recimo, če delamo nekaj z skuto ali pa tudi s tofujem, vseeno, dodamo še malo koprivic zraven, ker so po okusu pravzaprav sladke. In z njimi lahko malo reguliramo tudi okuse, če imamo recimo nekaj trpkega, tako kot je brokoli, dodamo še malo kopriv zraven in bo okus malo bolj harmoničen. In pa z začimbami tudi to reguliramo.
tako da damo malo več kumine, koriandra, ki tudi zelo pomaga jetrom in jih razbremeni. Kdaj torej lahko pomislite na to, da jetra niso v najboljšem stanju, kako opozarjajo nase? Ja, odgovorite da na eno izmed teh vprašanj, pa boste videli, ne? Kar nekaj je teh simptomov. Torej, nasploh najbolj osnovno je zbadanje pod desnim rebernim lokom, potem pa seveda, če se vam nabira maščoba, predvsem okrog trebuha, če imate občutek, da kar nimate energije pa neke vole, če tu in tam obhaja slabost, če je kdaj vročina brez, da bi dejansko bili prehlajeni, če nabija srce, če srbi koža, če se pojavijo kakšne razvejane površinske žilice, če so hitro modrice, če zatečejo gležnji kolena oziroma celo trebuh kot neka napihnjenost, če je urin temnejši oziroma ste rumeni pod očmi ali pa se uporablja oziroma ali pa se pojavljajo te rdeče pikice, tem definitivno. Sicer pa naturopatija ima tudi različne morfološke tipe in eden izmed teh tipov je tudi jetrni tip. Jetrni tip je kar take lepe manekenske postave. Tole je fotografija iz knjige Erike Brajnik, ki dejansko govori o tem in govori o jetrnem tipu, kakšen dejansko ima karakter, na kakšen način odreagira. Zelo zanimivo. Poznaš to morfološke tipe naturopatske? Poznam, ampak premalo poznam, moram priznati. Skratka, fantastična knjiga, jaz jo priporočam definitivno v branje. In kaj naturopatija priporoča, da uživamo, če smo torej jetrni tip? Vsekakor hrano, ki krepi jetra, ker to pomeni, da so jetra najbolj na udaru. In na jedilniku je veliko jabolk, na jedilniku je veliko tudi radiča, ogromno je seveda vlaknin in tudi zelišč. Danes govorimo o ekološki zeliščni formuli. Če gremo pogledati bolj konkretno vsa ta zelišča, vse te začimbice, ki so dejansko notri, pa če mogoče začneva kar z lanom. Lan je tak super, zaradi tega, ker enostavno ima funkcijo čiščenja črevesja, hkrati pa potem pospeši delovanje črevesja, razstrupla, ne, in posledično tudi imamo potem bolj uravnano prebavo. Poleg lana vsebuje tale krasna formulacija tudi indijski trpotec. Indijski trpotec ima tudi eno tako fajn vlogo, ne? Res je. Indijski trpotec je znan potem, da tako nabrekne ob prisotnosti vode in s tem veže nase vse maščobe, žolčno kislino veže nase, ne, in s tem tudi čisti celotno črevo. Se pravi, je nek nosilec tega, da gre potem zadeva po našem črevesju in pride do jeter in vsega ostalega. Ja, nosilec je, ja. Kumina? Kumina je pa sploh top za črevesje, ne, ker enostavno protivnetno delovanje, potem ima zelo močno protimikrobno delovanje, hkrati pa tudi zelo lepo pomaga, da plini ne nastajajo v črevesju, ker če preveč plinov, enostavno ti potem obremenijo jetra. Ne? In zato je kumina je top v tej kombinaciji. Koriander? Koriander prav tako pospešuje celotno prebavo, potem čisti ledvičke pa sečila, ker je tudi diuretik, krepi celotno telo, ne, posledično pomaga tudi pri razmnoževanju zdravih bakterij v črevesju, topi maščobo, ki je odveč, in pa seveda znižuje nevarni holesterol. Poleg torej vsega tega tudi peteršilj. Obožujem peteršilj. Najraje imam libanonsko solato. Kako se že imenuje? Narejena je praktično samo iz peteršilja. Tabula je, ja. Tle pa jaz nisem oboževalka peteršilja, moram priznati, ne? Ampak peteršilj ima neskončno dobrih lastnosti. In sicer spojini apigenin in pa miricin, ki jo najdemo v peteršilu, enostavno spodbujata nastajanje jetrnih encimov, potem pospešujeta celotno prebavo. Pravijo tudi, da če zaužijemo 10 gramov peteršila na dan, dobimo dejansko vse vitamine, minerale, ki jih potrebujemo za dnevni vnos.
ti pravim, libanonska tabula. Se bom potrudila. Ej, notri je poleg zelo nasekljanega peteršilja tudi malo paradižnika, taka zanimiva kombinacija No, je. to bom pa probala. Ja, je za probati, oziroma za pripraviti doma, kar je tako zelo preprosto. Pa origano. Origano imam jaz zmeraj zraven na potovanjih za vsak slučaj. Ja, origano je pa tak fenomen, ne, ker deluje protimikrobno, zelo močen antioksidant je, pospešuje celotno prebavo. Dejansko moramo ga imeti vse posod s seboj, ne? Če ne druga, da že imamo okus malo po pici, na kamorkoli ga posujemo, drugače pa še pa praktično skoraj na vso hrano. Zadnjič sem se pogovarjala z moškim, ki je bil tudi po Indoneziji in je rekel, kakšne izkušnje ima, ne, da on je ves čas jedel čili zraven in ni bilo nobenih infekcij, nobenih okužb dejansko. In jaz uporabljam pa origano, pa tudi nikoli ne pride do tega. Vemo, ne, če greš v kakšen, ne vem, kaj pa vem, tudi Egipt, recimo, če lahko greš, pa ne vem, imaš ledene kocke, pa lahko od te vode dobiš kakršnekoli zadeve. Skratka, perfektno deluje. Super je. Origano je res tak čistilec, da res. Evo, kombinacija vsega tega za podporo jeter in črevesja, torej jetra in črevesja, da bo lepo to vse sčistilo in šlo mimo. Ravno zdaj je najboljši čas za to, tako da evo, krasna kura, ki jo lahko naredite, tega je kar precej, sicer pa upoštevajte vse ostale nasvete, ki jih je torej danes zaupala tudi naša gostja, mikrobiologinja sicer dr. Urška Videmšek. Sicer pa povzetek vsega tega preverite na klepetobkavi.si, za več informacij pa pokličite 02 6200 230, pa si poglejmo še enkrat, kaj je tisto, kar je najbolj bistveno. Če pa je telefonska številka tale trenutek zasedena, potem pa nič za to, vaš klic se zabeleži in pokličemo vas nazaj takoj, ko dejansko lahko.